Kako dobro poznate našo obalo? Ne mislim samo osnovnih dejstev, to vemo vsi, ampak tako, kaj jo sestavlja? Kaj je pri nas pod vodo? Zbrali smo se pri zavodu UC, da prav o tem zvemo več. To sta Irena in Lejan Fonda. Sta del ekipe zavoda UC, ki nas danes gosti. Ja, zavod UC je kar tak že večplasten. V bistvu naša osnovna usmeritev je vse, kar je v zvezi z ohranjanjem biodiverzitete v morju in tudi ozaveščanjem o tej temi. Zato, ker to je ena glavnih stvari. Če ljudje razumemo, potem na ta način tudi malo spreminjamo svoje navade včasih, da bi se lahko prilagodili. Danes si gremo skupaj pogledat morske travnike. Ampak, ker vreme še ni čisto poletno, bomo to naredili malo drugače. Ampak počasi, vse vam bo kmalu jasno. Najprej vkrcanje. Gremo na ladjo. Z nami je tudi Ernest. Ernest je pilot podvodnega drona. Ja, prav ste slišali. Glejte ga. Medtem, ko ga Ernest pripravlja, nam Irena razloži, zakaj so morski travniki tako zelo pomembni. Zeleni zakladi morja, to so v bistvu naši morski travniki, kjer večinoma ljudje rečejo, to je nekaj grdega, ne grem se kopati tja, ker so trave, pa se ne zavedamo, da v bistvu velika večina kisika, nekje 80% prihaja iz morja, in da so eni izmed zelo pomembnih proizvajalcev kisika tudi morske trave, kjer lahko kisik celo vidiš, kako nastaja. Ko greš poleti, pogledaš in vidiš take micene mehurčke, ali pa če se malo dotakneš listov morske trave, to je čisti kisik. Tega v bistvu ne vidiš nikoli na drevesu. Morska trava tudi stabilizira naše dno in tudi čisti morje, zato ker v bistvu na ta način se delci lažje usedajo in jih pač čisti. Sej veste, kako sicer podvodni travniki izgledajo, kaj ne? Si jih lahko prikličete v spomin? Če ne, si lahko svoj spomin osvežite z našim podvodnim dronom. Jaz sem že plaval v teh vodah, zato bom dodal še nekaj posnetkov iz našega lanskega druženja, sicer pa mi je od današnje ekskurzije najbolj v spominu ostalo naslednje priporočilo. Sidranje na območju morskih travnikov jih lahko resno poškoduje. Čeprav je videti enostavno in je okrog sama mivka, lahko sidranje na območju morskih travnikov povzroči nepopravljivo škodo. Drugo pa zveni prav tako enostavno, ampak mislim, da ga vseeno mnogi ne upoštevajo. Smeti ne mečimo v morje. In pa, če slučajno kaj smeti zagledamo med plavanjem, raziskovanjem obale ali pa podvodnega dna, jih vzemimo s sabo. Spar Slovenija je z zavodom UC sodeloval pri 4 velikih čistilnih akcijah. V Piranu, Kopru, Izoli in Ankaranu so odstranili več kot tono odpadkov. In to z mislijo na prihodnost. Morske travnike pogosto spregledamo, pa vendar brez njih ni zdravega morja, niti zdravega okolja. Zato to sodelovanje niso samo čistilne akcije, ampak širjenje zavedanja o pomenu sobivanja z naravo. Jaz, priznam, sem se morskih travnikov včasih, ko sem bil mlajši, ko jih nisem tako dobro poznal, celo bal. Danes pa se jih razveselim, raziskujem jih z radovednostjo in nanje pazim. Tudi zaradi takšnih ekskurzij, kot je bila današnja. Tako, mi smo ostali suhi, vam pa upam, da ponudili lepo pogled v ta čudovit svet morskih travnikov. Sicer pa vas vabim, da jih poleti raziščete kar sami. Potrebujete samo dihalko, pa še to ne. Masko, zaženite se v ta podvodni svet in poglejte, kaj vse skriva. Če pa slučajno tam zagledate kakšno smet, jo le poberte in naredili boste neki za lepši planet. Jaz pa upam, da bomo vsi skupaj, Spar in zavod UC, nadaljevali s temi ekološkimi akcijami in se veselim naslednje.